Dobrodošli v torkovih dogodkih dneva na televiziji Celje. Zaradi okužb s pitno vodo pomoč v celjskem urgentnem centru potrebovalo 32 odraslih in 19 otrok. V Celju odprli prvi Dallasovi košarkarski igrišči v Evropi. Mestna občina Celje je posodobila velik del javne razsvetljave. Na Svetini proslavili 50 let planinskega društva Železar Štore. Izmed peterice s celjskega v uvodnem krogu do zmage le košarkarji Šentjurja. Številni prebivalci Spodnje Savinjske doline imajo v zadnjih dneh prebavne težave, ki jih je povzročila oporečna pitna voda. V splošni bolnišnici Celje so včeraj obravnavali 32 odraslih pacientov s prebavnimi težavami iz krajev v Savinjski dolini. Vsi pacienti so bili ustrezno oskrbljeni in nato odpuščeni v domačo oskrbo. V pediatričnem urgentnem centru je bilo v istem obdobju obravnavanih 19 otrok. 17 so jih odpustili v domačo oskrbo, 2 sta bila sprejeta na zdravljenje v bolnišnico. Pacienta nista v življenjski nevarnosti. Mikrobiološki izvid iz odvzetih kužnin prvih pacientov je pokazal, da gre za okužbo z norovirusi. Ta okužba v roku 24 ur običajno počasi izzveni. Danes v celjski bolnišnici povečanega obiska zaradi takšnih okužb nimajo več. V javnem komunalnem podjetju Žalec so na svoji spletni strani po pojavu okužb objavili opozorilo, da je potrebno zaradi zakalitve do preklica prekuhavati vodo iz vodovodov v naseljih Matke, Šešče, Šempeter, Ločica ob Savinji ter Spodnje in Zgornje Grušovlje. Do težav pri oskrbi na tem območju naj bi prišlo zaradi tehnične okvare na sistemu za pripravo pitne vode na vodnem viru v Matkah, iz katerega dobavljajo vodo v zgoraj omenjenih krajih. Dallas je prvo NBA moštvo, ki ima 2 svoji košarkarski igrišči v Evropi. Danes so jo odprli v Celju, namenjeni pa bosta razvoju mladih košarkarjev. Dopoldan so namenu predali igrišče Mavks, ki ga je v celoti financirala teksaška franšiza. Nahaja pa se na Ljubljanski ulici 21 za Dijaškim domom Celje. Da bi katera od ekip ameriške lige NBA v Evropi financirala ureditev takšnega košarkarskega igrišča, se do zdaj še ni zgodilo. Celje ga je kot prvo dobilo tudi po zaslugi Luke Dončića. To je prvo košarkarsko igrišče, ki ga je katera od NBA ekip uredila v Evropi. Z njim smo želeli počastiti Luko Dončića in njegovo domovino. Tu v Celju je živel, ko je bil otrok, zato je to čudovita lokacija, da se mu zahvalimo in nekaj vrnemo njegovi deželi. Za nas je zelo pomembno, da prispevamo k skupnosti. Tu v bližini je več kot 7000 otrok, ki bodo imeli dostop do igrišča. S tem želimo prispevati tudi k razvoju košarke, to nam je zelo pomembno. Igrišče ima tako v sredini logotip kluba Dallas Mavericks. Ta je obdan s 7 modrimi krogi, ki simbolizirajo Dončićevo številko 77, pod košema pa so celjske zvezde. Smo res hvaležni, nenazadnje gre tudi za darilo. Naša želja je, da bi to še spodbudilo željo po igranju košarke med mladimi, pa seveda tudi rekreativno. Obe igrišči bosta javno dostopni. Apeliramo tudi na vse, da poskušajo čim dlje časa obdržati igrišče v takšnem stanju, kot sta sedaj. Res gre za 2 prekrasni športni površini in upam, da se bo veliko mladih navdušilo za košarko. Košarka je v mestu ob Savinji precej priljubljen šport. Zasluge za to imajo poleg celjskih košarkarskih klubov zagotovo tudi uspešni slovenski košarkarji, ki so se svojo igro prebili v tuje klube, tudi preko luže. Meni se zdi, da je to definitivno ena ful dobra priložnost za košarko, da se še bolj razvije med mladimi tukaj v Celju. Tudi sama vem, da ko sem bila mlajša, sem ful rada hodila na igrišče in zdaj se mi zdi, ko imamo tako lepo igrišče tu v Celju, je to res dobra priložnost, da se basket razvije, da mladi uživajo, hodijo ven na igrišče igrati in se mi zdi to res ful dobra ideja in sem ful zadovoljna za to sodelovanje, pa da smo dobili tu v Celju priložnost, da imamo tako lepo igrišče. Zelo dobra priložnost za razvoj mladih. V bistvu ta investicija pač neka spodbuda za mlade. Dobra priložnost pač. Luka Dončić pa po mojem ne samo meni, ampak vsem mladim
tudi ne samo Slovencem, ampak na splošno mladim košarkarjem na svetu je velika inspiracija, velik vzor in sem vesel, da sem del te zgodbe. Za pravi spektakel ob otvoritvi so poskrbeli člani skupine Dunking Devils skupaj s slovenskim tolkalnim projektom. Jaz mislim, da je to za samo Celje kot za vse nadobudne mlade košarkarje v Celju in okolici čudovita stvar. Ta zgodba vlaganja NBA klubov v lokalna okolja njihovih zvezdnikov se mi zdi enkratna in to je plod tega sodelovanja, se pravi Košarkarske zveze, kluba Dallas Mavericks pa mestne občine Celje. In mislim, da bo čudovito, ko bojo otroci po šoli lahko prihajali sem, igrali do trde teme košarko in se zabavali. Luke Dončiča sicer na otvoritvi igrišča ni bilo, je pa obljubil, da ga bo obiskal prihodnje leto. Do takrat pa sta tu njegov portret, ki bo krasil celjski dijaški dom in v bron ulito tis njegovih rok. Mestna občina Celje je v letošnjem letu posodobila velik del javne razsvetljave. V okviru sporazuma za vzdrževanje naprav javne razsvetljave, ki so ga za obdobje do leta 2024 sklenili z izvajalcem podjetjem Elektrosignal, so zamenjali dotrajane svetilke in posodobili javno razsvetljavo na območjih, kjer so urejali tudi ostalo komunalno infrastrukturo. Vsi svetlobni viri, ki smo jih namestili, temeljijo na LED tehnologiji in so v skladu z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Barvna temperatura je 3000 kelvinov, kar pomeni, da gre za očem prijazno svetlobo toplih barv. Tudi energetska učinkovitost novih svetilk je zelo velika, saj za vsa zamenjana svetila velja, da bo povračilna doba ob trenutnih cenah električne energije manj kot 5 let. Ker se obeta povečanje cene električne energije, bo povračilna doba novih svetilk še krajša. Poleg investicijskega vzdrževanja izvaja mestna občina Celje s pogodbenim izvajalcem tudi redno vzdrževanje naprav javne razsvetljave. Sistem javne razsvetljave sproti pregleduje in odpravlja opažene napake. Pri tem so nam pomoč tudi občani, ki preko servisa 48 obveščajo, kje je prišlo do napake. Planinsko društvo Železar Štore je na Svetini proslavilo 50-letnico delovanja. V društvu je trenutno aktivnih okrog 60 članov, ki skrbijo za približno 20 km planinskih poti. V bližnji prihodnosti si v svoje vrste želijo privabiti več mladih kot doslej. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Takole s planinsko himno so na Alminem domu na Svetini člani mešanega pevskega zbora pod gradom naznanili začetek prireditve ob 50-letnici planinskega društva Železar Štore. Pripravili smo tako kratko razstavo, zgodovino slik. Vsak, ki pride, si lahko pogleda od nastanka društva, to je od leta 1972 pa do leta 2022. Nekaj je arhiva, nekaj je pa tudi iz društva, od posameznikov. Kot je v nagovoru poudaril predsednik društva Walter Jelen, je društvo nastalo leta 1972. V tistem času, leta 1972, so ostala društva v sklopu železarskih pohodov, Tovil, Ravne, Jesenice, Žična, so delovala prek sindikatov. Edino Štore, Železarna Štore ni imela svojega društva. Tako da so leta 1972 se odločili, da tudi v Štorah naredijo društvo in tako so 10.11.1972 pri Mlinerjem Janezu imeli ustanovno skupščino, na kateri so izvolili Frida Gradišnika za prvega predsednika, izvolili so tudi prvi upravni odbor in potem so delovali pod okriljem Železarne Štore. Delovanje je potekalo takrat super, ker je Železarna bila največji sponzor. Članov je bilo okoli 300, imeli so tudi izšolane planinske vodnike, imeli so tudi merkaciste, gorsko stražo. Društvo je delovalo po vseh teh normalnih utečenih tirnicah, ki predpisuje Planinska zveza Slovenije. Društvo danes šteje okrog 60 članov. Člani so predvsem starejši, podmladka pa ni. Smo iz vseh občin, ne samo iz Štorovske. Pohodi pa potekajo tako bolj v individualni obliki, to tudi zaradi prevozov, ker stroški so
kar dragi, ne, in najceneje pride tako, da se pač zmenimo 4, 5, 6, 2 avta in 3 avti in tako upravimo izlet ali pa tura. Kar se tiče podmladka, pa so pred korono zelo dobro sodelovali tudi z domačo osnovno šolo. Imeli smo en razred osnovnošolskih planincev, imeli smo pa tudi 60 članov cici planincev, ampak je korona to delovanje odnesla, sedaj to miruje in upam, da bo bodoče to tudi zaživelo nazaj, tako kot je bilo. V planinskem društvu Železar Štore skrbijo za okrog 20 km planinskih poti. Imamo tudi planinsko vezno pot 14. divizije, ki poteka prav tu iz doma na Svetini do Opoke. Na Opoki preko ceste je tam na enem kozovcu upisna knjiga Žigom 14. divizije. Drugače imamo pa mi v skrbi poti iz Štor, okolica Štor, pa do Svetine. Kot je še dodal predsednik, dobro sodelujejo tudi s sosednjimi društvi, izpostavil je Planinsko društvo Loče in Planinsko društvo Grmada Celje. V okviru praznika mestne četrti Dolgo polje so v stari telovadnici Prve osnovne šole Celje pripravili tradicionalno srečanje Društva taboriščnikov ukradenih otrok, ki so jih prejšnji 2 leti zaradi omejitev povezanih z virusom COVID-19 niso mogli organizirati. Letos mineva že 80 let od krutega zločina nemških okupatorjev, ki so avgusta leta 1942 v prostorih takratne celjske okoliške šole od mater na silo ločili več kot 600 otrok in jih odpeljali v avstrijska in nemška taborišča. Udeležence dogodka je v imenu mestne občine Celje nagovorila podžupanja Breda Aronšek, osrednji govornik na prireditvi pa je bil predsednik Društva taboriščnikov ukradenih otrok, dr. Janez Žmavc. Ta je v svojem govoru izpostavil, da jih pogoji, v kakršnih so preživeli otroška leta, uvrščajo v eno najbolj prizadetih skupin žrtev okupatorjevega nasilja na Slovenskem. V prvem krogu košarkarskega državnega prvenstva so se izmed 5 klubov iz naše regije zmage veselili le košarkarji Šentjurja. Po četrtek je klonil na gostovanju pri Šenčurju. Polzelani niso imeli nobenih možnosti za zmago v Domžalah pri Heliosu. Rogaška je na gostovanju pri Krki v Novem mestu izgubila za 38 točk. Lokalni obračun med Šentjurjem in Zlatorogom so v šentjurskem Hruševcu dobili gostitelji. Ko so v Šentjurju po zapletu z Davorjem Brečkom po 9 letih na klop uspeli vrniti trenerja Damjana Novakoviča, je bilo jasno, da si šentjurski ljubitelji košarke lahko obetajo mirnejšo in bržčas tudi rezultatsko uspešnejšo sezono, kot so bile zadnje. Na srečanju proti sosedom iz Laškega, ki so v Šentjur prišli brez poškodovanih Smrekarja in Simiča, so upravičili vlogo favorita. Tekmo pa odločili že v uvodnih dobrih 5 minutah, ko so prvič prišli do dvomestne prednosti. V nadaljevanju so brez težav kontrolirali potek stvari na igrišču in na koncu zasluženo vpisali prvi par točk v novi sezoni. Pa dobro, ta naša ekipa je še zdaleč ni uigrana in delamo dosti napak, tako da ta neka razlika meni še ni pomenila konec tekme. Potem smo po domač delali en kup bedarij in enkrat dovolili Laščanoma se vrne, mislim, na 8 točk, v drugem polčasu smo res pol pobegnili, potem pa nimamo potrpljenja in izgubimo koncentracijo v obrambi. Dejansko smo najbolj bali laških tric, res je tudi, da je Laško igralo brez Smrekarja in srpskega pleja, mislim Simiča, da je to pač velik hendikep za njih. Jaz mislim, da smo mi boljša ekipa od Laškega, to smo danes dokazali, ampak igra še zdaleč ni takšna, kot bi si jo želeli, kar je pa tudi normalno za to obdobje. Gostitelji so bili boljši v vseh košarkarskih elementih z izjemo skoka, pri čemer so Laščanom dovolili kar 11 napadalnih skokov. Ja, to smo posebej opozorjali, da bo Laško dosti metalo za 3, tudi včasih preko roke in takrat je treba zapreti se žoge, ko se odbijajo daleč od koša. Ni bilo to idealno, ampak na koncu smo dobili samo 62 pik od tega, mislim, da 8 v zadnji minuti, ko je na parketu bila čudna petorka. Tako da mislim, da imamo dosti potencijala v napadu, vsekakor, ampak mogoče ta pritisk prve tekme z novo ekipo, nekatere igralce malo, bom rekel,
ustavil, ampak jaz sem pred tekmo rekel, jaz sem zadovoljen z zmago, pa magari z eno točko, tako da sem zadovoljen s to zmago in celo zadovoljen s tem, da gremo v težak ritem, celo zadovoljen s tem, da nam je žreb v pokalu namenil Polzelu, kar je malo čudno za prvi ali drugi krog, ampak sem kar zadovoljen, ker mi rabimo tekme, da napredujemo. Po današnji pokalni tekmi na Polzeli se bodo Šentjurčani že osredotočili na obračun drugega kroga državnega prvenstva. V soboto ob 19. bodo gostovali pri Novakovičem bivšem delodajalcu Rogaški. Brez Špana je Rogaška dosti slabša, zato ker ima neke ustrezne zamenjave na taki poziciji in Krka je dobra, mislim, vsaj na prvi pogled po rosterju. Ne bi te tekme in današnje tekme sploh nekako primerjal za ta sobotni, recimo, lokalni derbi. Mi smo zdaj prvo obrnili Polzeli, pa se bomo tam nekje od srede četrtka obrnili proti Rogaški. Mislim, da obe dve ekipe bo imele možnost za zmago. Jaz vem, da v Šentjurju že dolgo ni bilo dobrega štarta in zato si zelo želim, da zmagamo to tekmo, pa še eno, da se neki optimizem vrne, da se dvorana napolni, pa da to vse skupaj lahko zgleda. Novo sezono pa so uspešno začele tudi košarkarice Cinkarne Celje, ki so v uvodnem krogu državnega prvenstva z rezultatom 101-65 slavile na gostovanju v Mariboru. Celjanke bodo v derbiju drugega kroga v petek gostile aktualne podprvakinje iz Kranja. Čestitke igralkam za več kot zasluženo zmago. Danes najbolj važna stvar je, da smo v bistvu prebili led v prvi krog. Definitivno v prvem polčasu nismo igrali tako, kot mi znamo. V drugem polčasu smo malo strnili vrste, odigrali malo boljše v obrambi in na koncu zasluženo slavili z visoko zmago. Verjamem, da bomo s trdim delom dvignili nivo naše igre še na višji nivo in da bomo do začetka Jadranske lige v najboljši možni formi. Prva tekma v tej sezoni, prva zmaga. Začeli smo tako, kot smo si želeli. Videli smo, kje imamo napake, kje imamo še prostor za napredek. Tako da zdaj bomo na teh stvareh delali, da bomo iz vsake tekme v tekmo boljši. Tako da naslednji teden nas pa že čaka Triglav, na njega smo dobro pripravili in gremo naprej. Jutri bo delno jasno, več oblačnosti bo na zahodu države. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo večinoma sončno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo še naprej dokaj toplo. In predvsem toplega vremena ter dobrih nasmehov vam želimo tudi iz našega uredništva. Nasvidenje, do jutri.